Na audienco s papežem Frančiškom so 7. maja prišli člani italijanske organizacije Zdravniki z Afriko, ki že od leta 1950 deluje na področju varovanja zdravja afriškega prebivalstva. Gre za katoliški univerzitetni kolegij namenjen izobraževanju študentov medicine, ki se kot prostovoljci in misionarji želijo odpraviti v države v razvoju ter pomagati zagotavljati temeljno človekovo pravico do zdravja. Zdravje namreč ni potrošniško blago, ampak je univerzalna pravica, zato tudi dostop do zdravstvenih storitev ne more biti privilegij, je papež Frančišek dejal zbranim v dvorani Pavla VI. Zdravje je zanikano v različnih delih sveta in v mnogih predelih Afrike. Ni pravica vseh, ampak je še vedno privilegij nekaterih tistih, ki si ga lahko privoščijo. Dostopnost do zdravstvenih storitev, zdravljenja in zdravil še vedno ostaja privid, je poudaril sveti oče in nadaljeval. Najrevnejši ne morejo plačati in so torej izključeni iz bolniških storitev, tudi najbolj bistvenih in primarnih, in od tu izhaja pomembna vloga Zdravniki z Afriko, ki svojo dejavnostjo podpira mrežo storitev, da bi se lahko odgovorilo na potrebe prebivalstva. Organizacija Zdravniki z Afriko deluje v najrevnejših podsaharskih afriških državah na najbolj pozabljenih območjih. To so geografske periferije, kamor vas pošilja Gospod, da bi bili dobri Samarijani, da bi izstopili v srečanje z revnim Lazarjem, prestopili vrata, ki vodijo iz prvega v tretji svet, je papež dejal zbranim in dodal, to so vaša sveta vrata. Člani delujejo med najrevnejšim prebivalstvom, delujejo z mamami, da bi jim zagotovili varen in dostojen porod, ter z otroki, predvsem novorojenčki. V Afriki preveč mam umre med porodom in preveč otrok ne živi dlje od prvega meseca zaradi podhranjenosti in velikih epidemij. Spodbujam vas, da ostanete med tem ranjenim in razbolelim človekom. To je Jezus. Vaše delo usmiljenja je zdraviti bolnika, kar je v skladu z evangeljskimi besedami. Bolnike ozdravljajte, je poudaril sveti oče.